Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je bilo ustanovljeno 16. novembra 1933 in prav letos obeležuje 80. obletnico delovanja. Društvo deluje v podravski regiji, kjer pokriva 41 občin in prav v Ptuju imajo svojo podružnico. Društvo se nahaja že od leta 1990 v Domu invalidskih društev Maribor na Trubarjevi ulici 15. Društvo ima 504 člane, od tega 226 gluhih, 198 naglušnih, 18 gluhoslepih in 61 slišečih, med katerimi so tako imenovani podporni člani in otroci. V naše društvo, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor in podružnico na Ptuju ponujamo ogromno različnih aktivnosti. Najbolj pomembno je, da gluhi dobijo občutek topline, da imajo priložnost, da se lahko vključujejo v različne aktivnosti na športnem področju, na kulturnem področju, na področju ohranjevanja zdravja, tako da lahko ti ljudje se vključujejo v te. Posebej pa poudarjamo, da tem ljudem ponudimo tudi odprta vrata. Lepe stvari, kot je znakovni jezik ali pa smejanje in podobno druženje, ampak povzroča tudi neke težave v življenju. In tam nam je seveda tolmačka prišla zelo prav, ker je tolmačila te njegove naprej naučeno, njegove zgodbe naprej povedane, ampak tako da ni problema, lahko. V društvu dajejo prednost obveščanju gluhih in naglušnih članov. V društvu imamo različne poti, da predajamo informacije. Naša najbolj pogosto je okrogle mize, ki jih vedno izvajamo v sredo v Mariboru in v petek v podružnici na Ptuju. Drugi cilj, kjer pošiljamo informacije, so naše spletne strani. Imamo www.dgnp-mb.si. Tukaj so vse informacije objavljene, od vabil, od različnih rezultatov, dosežkov, ki smo jih skupaj uspeli napraviti. Drugi je Facebook stran, to je socialno omrežje in tukaj tudi ogromno ljudi, predvsem tisti mladi ljudje spremljajo, kaj se dogaja v društvu. Na tem Facebook profilu je tudi objavljeno vse naše fotografije z naših aktivnosti in resnično lahko povemo, da so te informacije v vsaki trenutku dostopne. Društvo smo še posebej ponosni na naš časopis, ki bo letos imel 12-letnico obstoja. Ravno danes smo napravili že 71. številko Naš glas in tudi ko tako opazujemo ljudi, ko dobijo to novo, svežo, še toplo številko časopisa, vidimo, da zelo z zanimanjem prečitajo, pogledajo svoje zgodbe, ki so jih objavili in ljudje vedno bolj se trudijo napisati zgodbe v časopis Naš glas. En taj čas smo živela po sebe.
Naše ženske v dvojicah so osvojile 3. mesto. Iskrene čestitke. Bodo njihov prvi projekt, ki so ga imeli, ko so predstavljali znakovni jezik in problematiko gluhih, tako da pridite pogledati. Gremo nazaj. V društvu deluje tudi upokojenska sekcija. Ja, zvečer domov. Dnevi se vidi. Nekje? Kulturna sekcija Svet tišine deluje že več kot 25 let. Že od samega začetka jo vodi Betrija Čerešnik, ki člane spodbuja, da so dejavni tudi na kulturnem področju. Najbolj vztrajni sta Magda Korez in Veronika Hribar, ki že 12 let nastopata z igro na vlaku. Društvo najmlajšim članom pomaga do boljšega učnega uspeha.
štirkami. Športna sekcija Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor slovi po nešteto uspehih in dobrih športnikih. Ja, Facebook, kaj Facebook, ne? Ja, Facebook, ne? Kaj je zdaj tako tu? Člani prihajajo v društvo tudi zaradi družabništva, saj je društvo njihov drugi dom.
Društvo dobiva sredstva za tehnične pripomočke od Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Lions kluba in Mestne občine Maribor. Ironija, posmeh zelo me boli, še posebno od kulturnih ljudi. Društvo ima sedež na Trubarjevi ulici 15 v Mariboru. Odprto je vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, vsako sredo od 9. do 12. in od 16. do 18. ure. Za družabna srečanja so odprti vsako sredo in petek od 17. do 22. ure. Kontakte lahko najdete na njihovi spletni strani dgnp-mb.si. Vabljeni.